A veš, tukaj noter je eno vprašanje, ne? Pač zelo na začetku. In to vprašanje se glasi, kaj me je v bistvu privedlo do tega, da sem sploh kupila tale temeljni vodnik oziroma ga odprla in začela brati. In imam res eno stisko, a ne? Jaz vsako jutro, ko grem otroke zbujati, imam res težavo. Knedel imam, težko diham, ko pridem v sobo, pač vem, da moram biti prijazna mamica, pač to imam v zavedanju in sem prijazna in rečem, lej, vstan, šola je in itak se tam malo nazgane in pa pridem te drugič. Sem že malo manj prijazna, ta tretjič se mi vedno odpele, začnem tulit, groziti. Zadnjič sem mu rekla, da ga bom čez okno vrgla, kovter sem mu dol potegnila, pa sem ga čez okno, grozne stvari delam. Sploh jih rajš ne bom povedala. Ampak mene zanima, a tole meni pri tej zgodbi lahko pomaga? Ja, lahko ti pomagam. Ena stvar je, ki jo zdaj delaš, je, da gledaš samo na njega, ja, kaj je on, kako noče vstati in ne vidiš svojega deleža. Skratka, ti imaš tudi tukaj svoj delež, ti imaš neke vzorce, verjetno okoli tega, kako se, ne vem, prekine uživanje, kaj to pomeni lotiti se dela, kaj so, ne vem, delovne navade, kaj je red, kaj je disciplina, kaj je avtoriteta, pa verjetno še kaj zraven. Skratka, mi imamo veliko teh vzorcev, ki smo jih dobili pač skozi naše odraščanje. In to je naša starševska oprema. S tem mi delujemo, s tem se mi odzivamo do naših otrok. In ja, so situacije, kjer nam čisto dobro se izidejo stvari, kjer smo uspešni, kjer nam gre. So pa situacije take, ki nas vržejo iz tira. In smiselno je raziskati, kaj je ta naša oprema. Tudi niti ne veš, kaj vse sodeluje pri tem tvojem jutranjem doživljanju. In pomoč, da prideš v zavedanje, je točno to, da raziskuješ preko vseh 4 zvezkov temeljnega vodnika te svoje vzorce, da se jih zavedaš. Na koncu pride do enega takega seštevka, da začneš razumeti, koliko tega imaš ti v starševskih vlogi, koliko so tvoja vedenja sestavljena iz teh vzorcev, kaj bi ti rabila kot ko si ti odraščala in nisi dobila in boš z neko drugo naravnanostjo, z neko drugo empatijo razumela, kaj lahko pri sebi spremeniš, da bo otrok dobil tisto, kar rabi, da boš se odzivala na tak način, kot je, da rečem, zdravo, podporno, pravilno. No, jaz bi z vami podelila zgodba, ki sem jo povedala na začetku, pa jo postavila kot vprašanje Albertu, je moja zgodba. Ko so bili najini otroci najstniki, se mi je dejansko to dogajalo in me je frustriralo to zbujanje do nezavesti. In ja, začela sem jo raziskovati, vodnikov takrat še ni bilo, midva sva se ogromno pogovarjala in delala po teh vprašanjih, ki sva jih imela takrat za naju pa za starše na terapijah. In ko sem jaz zgodbo, mojo otroško zgodbo dala v zavedanje, moja otroška zgodba je pač nič ni hudega. Sam doma je bil red in vsak dan smo vstajali ob 6, ni važno, je bila sobota ali nedela ali bil ponedeljek. In jaz sem si neskončno želela, ko sem bila najstnica, da bi me pustili počivati, ker sem bila res do nezavesti utrujena. In ko sem se iz tega zavedala, je bilo dovolj. Ko sem se iz tega zavedala, sem v bistvu samo prenesla to na svoje otroke in sem takoj lahko videla, se jih pustim tudi počivati, se jih pustim tudi spati. Nisem tista, ki bi jih zbujala vsak dan ob 6, v redu je, če ga zdaj le zbudim. In zanimivo je, ko sem jaz to pošlihtala pri sebi, otroci niso več poležavali tako dolgo v posli in me niso več frustrirali. Tako se te zgodbe, veliko zgodb se je zelo na tak preprost način zaključilo. Ja, to je prvi naslov v tej zbirki, to je prvi korak, to, da se sebe zavedamo z teh svojih vzorcev, da se zavedamo, kaj je naš delež. Ja, pol gre pa seveda zgodba še naprej, kako
delovati, da bomo imeli avtoriteto, da bomo znali postavljati meje, ampak v tem so pa naslednji vodniki.